Človek za druge je program prostovoljnega dela. Na pot prostovoljstva popeljajo ljudi, ki imajo željo, interes in zagnanost pomagati družbi in njenim posameznikom. Prostovoljci pomagajo na različnih področjih. In danes smo se srečali s Kristino Lepen, ki je vodja programa, in s Terezo Vrhunc, ki je mentorica prostovoljcev. Ja, Kristina, ti si kot vodja tega programa Človek za druge, deluješ tudi kot mentorica, kot prostovoljka. A bi lahko na kratko povzela, razložila, kaj je bistvo vašega programa, na čem temelji in deluje to poslanstvo, ki ga imate? Bistvo našega programa je zelo jasno. Pomagati ljudem, ki potrebujejo različne oblike pomoči in zagotoviti jim nekako lažje ali pa bolj kvalitetno življenje. To je na eni strani, na drugi strani pa tudi omogočiti tistim ljudem, ki želijo del svojega časa pa energije nameniti nekomu drugemu, da postanejo prostovoljci. In naš program je kot nekakšen vezni člen med tistimi, ki potrebujejo pomoč, pa med prostovoljci. In vsak, ki se odloči, da bo prostovoljcev v okviru našega programa, potem okvirno to prostovoljno delo opravlja 2 uri na teden in sicer se nekako zaveže, da eno šolsko leto, potem se pa odloči za naprej. Na začetku se tudi vsak prostovoljc odloči, na katerem področju bo delal, in v okviru programa lahko izbira med 8 različnimi področji. Tako da nekateri delajo z otroci, ostali pa z odraslimi. Zdaj pri otrocih lahko izbirajo delo v vrtcu, lahko nudijo učno pomoč učencem, nekateri se družijo z mladimi s posebnimi potrebami ali pa pomagajo pri rehabilitaciji otrok na bazenu. To je ta sklop z otroki. Pri delu z odraslimi pa spremljajo para- in tetraplegike, spremljajo tudi slepe osebe, delajo z begunci in pa obiskujejo stare. Tako da to pomoč v bistvu potem prejema letno okrog 250 uporabnikov oziroma prejemnikov pomoči. Želimo si, da bi prostovoljno delo, da bi bilo naše poslanstvo prav s prostovoljnim delom nekako tudi soustvarjati družbo, ki bo bolj sočutna, bolj solidarna, bolj človeška, no? Družba, ki bo res pozorna na vsakega posameznika. Mogoče tako si rekla, 2 ur na teden, to si predstavljam verjetno pač minimalno, ne? Ali kako? Kako imajo ljudje pristop do tega? Se recimo sami javljajo, a so poklicani, a se kakšni kriteriji, ki si jih potem vi skoordinirate, kam na kako področje, ali to vse samo iniciativno z njihove strani? Na začetku, ko se prostovoljc odloči, ker zelo pomembno je, da se samo odloči, na katerem področju želi delati, ker to zelo prispeva potem k motivaciji tekom njegovega dela, kako samo delo tudi opravlja. Takrat se v bistvu dogovorimo, da bo spremljal enega uporabnika oziroma prejemnika pomoči ali pa z eno skupino, da bo delal. In potem dela, se pravi, z enim človekom ali pa z eno osebo oziroma z eno skupino skozi celo leto, ker se nam zdi tudi ključno, da se razvija odnos in da lahko tudi ta pomoč v bistvu nekako napreduje, če tako rečemo, iz nekih osnovnih zadev, pa potem, da se lahko res pomaga, da lahko prostovoljc pomaga tam, kjer so zares največje potrebe. Ampak tako, recimo po enem šolskem letu si predstavljam, da potem jim celotna zadeva bolj zalaufa, da se nekako tečejo, a jih potem dosti tudi ostane in podaljša? Ja, nekako zaznavamo, da približno skoraj polovica prostovoljcev kar želi nadaljevati, zato ker se ustvarja tudi marsikdaj tesne vezi oziroma tudi prijateljske vezi med prostovoljcem pa prejemnikom pomoči. Marsikdo se pa tudi odloči, da bi želel v bistvu zamenjati področje, ker se mu zdi zanimivo tudi pridobiti ali pa spoznati življenje še nekoga drugega oziroma pridobiti tudi kakšno novo izkušnjo. Tako da ja, je kar nekaj takih prostovoljcev, ki eno leto na primer opravljajo učno pomoč, potem se pa odločijo, pa ne vem, naslednje leto pa spremljajo slepo osebo, na primer. Pa tako, vi v bistvu iščete in ljudi, ki potrebujejo pomoč, in ljudi, ki so to pomoč pripravljeni nuditi in jih nekako povezujete. Je ta ponudba, povpraševanje, sta nekako v ekvilibriju, ali so potrebe dostikrat pač preveč v tem primeru? Ja, vedno je potreb več, se pravi, potreb pomoči je vedno več, kot je razpoložljivih prostovoljcev. Poskušamo, sicer res nam je pomemben vsak človek in vsaka prošnja po pomoči,
Želimo si, da bi res lahko odgovorili na vsako tako potrebo, ampak ja, če je le možno, poiščemo, ne moramo pa vedno tega zagotoviti. Je pa prav organizirana oblika prostovoljstva, se mi zdi, je ena taka oblika, kjer je lažje priti do informacije, kdo potrebuje pomoč in hkrati, kdo jo lahko nudi. Tako da prav preko organiziranega prostovoljstva pride ta informacija hitreje naokrog. In potem tudi mogoče nekdo, ki sploh ni naš prostovoljc v okviru programa, pa vidi informacijo, da nekdo potrebuje mogoče samo neko enodnevno pomoč, pa se potem odloči, da bo pomagal. Tako da ja, naša skrb je, da bi te informacije čim bolj krožile. Se pravi, kdo potrebuje pomoč in hkrati, da bi ta informacija prišla do čim več ljudi, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč. Kako se je pa vse skupaj začelo? A je bilo to tako stvar garažne iniciative ali se je že začelo v okviru kakšne druge skupnosti, pa se je potem razširilo na tak nivo, kot je zdaj? Začetki so znotraj Društva katoliških pedagogov Slovenije. Tam so zaznavali na eni strani predvsem učitelji, pedagoški delavci, da je veliko učencev, ki potrebujejo učno pomoč. In da hkrati pa, da je tudi veliko predvsem mladih, ki se še izgrajujejo, ki ne vejo, kaj bi s svojim prostim časom in so nekako prišli do tega, da bi bilo pa v bistvu dobro povezati na eni strani te mlade, ki bi pridobili neke nove izkušnje, del svojega časa koristno uporabili, hkrati pa se pravi odgovorili na potrebo, se pravi v tem primeru je bila to učna pomoč in so se pravi združili na eni strani te mlade, ki so imeli neka že znanja in so jih potem v bistvu povezali z učenci in jim konkretno potem nudili to učno pomoč. In potem se je nadaljevalo, potem je šlo v bistvu naprej, da so začeli se dogovarjati z drugimi organizacijami oziroma z ljudmi, potem so pa v bistvu začeli že ljudje sami klicati, da potrebujejo pomoč, oziroma tudi prostovoljci so se nekako začeli sami javljati, da bi pa želeli še kje drugje delati. In potem smo iskali te možnosti in nekako v bistvu kar se mi zdi zelo potem tako, da se je kar zelo spontano so se začele stvari odvijati, s katerimi organizaciji bomo pa še sodelovali oziroma kje bi naši prostovoljci lahko še nudili to pomoč. Sam program koordiniramo 3 organizacije, Društvo katoliških pedagogov v Sloveniji, Jezuitsko združenje za begunce in pa Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine. In skupaj sodelujemo že, se pravi, skoraj 17 let. In to sodelovanje se mi zdi, da zelo lepo in korektno tudi teče. Ampak vsaj 2 te organizacije imajo v imenu nekaj krščanskega. Vas tudi ljudje tudi dojemajo kot krščansko organizacijo, so na podlagi tega potem kakšne zamere ali pa zadržki, ali normalno funkcionirate na vseh področjih, kamor si to zadate? Prav zaradi imen, vsaj 2 organizacij, nas dojemajo različno. Po eni strani zaradi, se pravi, te jasno izražene pripadnosti katoliški cerkvi v samem imenu, ljudje čutijo več zaupanja. In se mi zdi, da zaradi tega tudi hitreje poiščejo stik z nami, tako tisti, ki želijo prejemati pomoč, pa tudi sami prostovoljci. Po drugi strani čutimo pa tudi zadržanost. Zadržanost mogoče predvsem z ustanov ali pa organizacij oziroma tudi širših družbenih struktur. Tukaj se mi pa zdi, da predvsem zato, ker mogoče ne poznajo konkretno našega dela, ker z ustanovami, s katerimi že dlje časa sodelujemo, tam se je v bistvu prav preko dela pokazalo, da je bistven človek in da je naš cilj isti, pomagati človeku. In da se prav s tem delom, ki želimo, da je dobro upravljeno, da se potem tudi v bistvu, da so ti naši odnosi dobri, korektni in spoštljivi. Tukaj v tem programu mi želimo preiti te meje religije, krščanstva. Naši mentori in tudi prostovoljci niso religiozno nekateri, kako bi rekli, opredeljeni, pa so bili odlični, bili so naša svežina. Mi smo odprti za to in podpiramo in sprejemamo vsakega.
No, sprav, ni potem pogoj, da si kristjan, da prideš zraven. Ne prostovolec, ne uporabnik, ne mentor. Širina smo človek za druge. In tukaj je izraz, ki pove to naše bistvo. Mi smo odprti in nezadržani. In jaz čutim to dragocenost naše odprtosti. In ponavadi se lahko celo več naučimo prav od tistih mogoče neverujočih, ker prihajajo, saj jaz tako zaznavam, marsikdaj z manj predsodki, z manj stereotipi, bolj odprti tudi do drugačnosti, no, in da se lahko od njih veliko naučimo. Ja, in zelo dragocen moment se mi zdi ravno njihov, ker nas oživljajo in osvežujejo. Ja, da malo preluftajo, da je svež veter zavejati. Odpremo vrata tretjemu Vatikanskemu koncilu. Se mi zdi, ja, da nekako v bistvu dosežemo večjo širino življenja. Ker se mi zdi, da če bi se omejili samo vero, ja, da bi se zelo omejili. In nam je bistven človek. Človek kot človek. Ne kakšne narodnosti je, rase, verske pripadnosti. Bistven je človek in pomočni. Kakšni so po vaši načrti za bližnjo in daljno prihodnost? A so to že kakšne konkretne stvari? Prej smo govorili recimo o tem, da bi se lahko razširili, da je tudi plan, da se razširite tudi širom Slovenije, ne samo na Ljubljansko pokrajino. Želimo si, da bi se v bistvu način, kako poteka naš program, ja, da bi ga lahko omogočili tudi v drugih krajih po Sloveniji, prav zato, ker naši prostovoljci, ki so večinoma študentje, ko se vračajo domov, marsikdaj rečejo, jaz bi si pa želel nadaljevati prostovoljno delo, ali obstaja v drugih koncih Slovenije tudi kaj podobnega. Prostovoljci so ponavadi iznajdljivi, pa se znajdejo, ampak si želimo, no, da bi lahko jim omogočili, hkrati nas pa tudi kličejo, ker nas mogoče zasledijo, no, naš program ali v medijih ali preko poznanih ljudi, in si želijo potem tudi, marsikdo si želi nas pokliče, ker si želi v bistvu prejeti pomoč z naše strani. Pa ne prihajajo iz Ljubljane ali pa Postojne, kjer mi delujemo, in bi si želeli, ja, da bi lahko tudi njim omogočili to pomoč. Trenutno že delujeta 2 osnovni šoli, in sicer v Novem mestu in Velenju. Trenutno pa navezujemo stike kar v nekaj krajih, no, v Sloveniji, kjer bi si želeli, da bi imeli ljudje možnost opravljati prostovoljno delo in prejemati pomoč. In zato tudi imamo mentorco, ki je prav za to področje širitev našega prostovoljnega dela Človek za druge, našega programa. Je že konkretno, ni samo Božja milost, je tudi naše delo. In realiziranje načrtov, ko smo si že kar nekaj let nazaj zadali, kakšne cilje imamo do 2020. Lepo. A jih boste tudi tako malo predstavili, ali ne bo to zaenkrat še skrivnost ostalo? Ne, to je delo po Sloveniji. To je naš cilj. Ja, v čim več krajev v Sloveniji in da se to prostovoljstvo razširi v tem našem konceptu, ko ga imamo. Naš program ima ime po jezuitu, patru Pedro Rupeju. On je bil Španec po narodnosti, bil je vrhovni predstojnik jezuitski, živel je v prejšnjem stoletju in on je veliko delal z ljudmi iz obrobja. On je veliko razmišljal, kdo je človek za druge, in je o tem tudi napisal nek tak prispevek. In ko so začetniki programa razmišljali, kaj bi bilo tisto ime, ki bi povedalo bistvo, naše bistvo, potem so odločili prav za človek za druge. Ker je človek za druge pomeni v bistvu, da človek želi služiti nekomu drugemu in hkrati, da se prizadeva za neko pravičnost v svetu. Ti, Tereza, si videla obe strani tega dela, si bila tako prejemnica pomoči, zdaj si pa tudi med temi... Sem še vedno prejemnica pomoči, sem tudi mentorca. Oboje torej hkrati naenkrat. Sem uporabnica in mentorca. A bi lahko malo svojo zgodbo predstavila? Prosim. Torej, pred 33 leti sem imela prometno nesrečo, sem imela poškodovano hrbtenjačo
hrbtenico v vratu in zato sem pristala na svojem prestolu, invalidskem vozičku. In sem članica Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine, pa so me prosili, da sodelujem in nadaljujem delo, ki so ga že moji kolegi začeli. V tem prostovoljstvu smo govorili, da je tako, pač na račun tega trpi dosti prostega časa, nasplošno, pač pri vseh oblikah, ne? In včasih je tako nehvaležno delo, pa tudi rezultati niso prav vedno oprijemljivi, da bi lahko rekel, da si na koncu dneva pa nekaj veliko naredil. Kako so potem še na neki te razlogi, da se ustraja pri tem, da se to še vedno promovira, da se to, pač za to pričuje? Prostovoljno delo. Ne vem, prostovoljno delo, to človek živi. To je ta naš notranji vzgib. In slediš temu, a ne? Tako kot umetnik sledi glasbi in slikar, barvam. Ne vem, če zdaj lahko to tako primerjam, ampak to je tista naravnanost. In to so tisti drobci, ki ste rekli, da ti majhni koraki, a ne? Z majhnimi koraki mati Tereza pride do Nobelove nagrade za mir, za svojo dobroto. Verjetno največji objektivni pokazatelj tega dela. Ja, teh drobnih, kot ste rekel, momentov. Marsikdo od prostovoljcev tudi reče, joj, danes mi je pa res težko iti, mi je bilo težko iti k uporabniku, ampak pol, ko sem šel pa domov od njega, sem šel pa z enim zadovoljstvom. In vesel, in poln. In to pa res pogosto rečejo. In je marsikdaj težko vztrajati pri tej odločitvi, biti prostovoljc, ampak na koncu prostovoljci vidijo, da se splača, no? Da tam v bistvu dobijo nekaj tudi zase. Premagati samega sebe. Vse to delajo alpinisti. Vsi taki ekstremni športi. Recimo, ampak tam je bolj, rekel, ni toliko za drugega človeka, kot za samega sebe, premagati samega sebe za sebe. No, ampak tukaj gre pa mala premagovanja. Se premagaš, danes si len, se ti ne dajo, daš pada mrzje. Ne bi šel. In greš. In prideš na Everest. Jezus je dal to zapoved, priporočilo svojim kristjanom, vsem ljudem, da naredimo drugim to, kar želimo, da drugi naredijo nam. In kako ti to doživljaš v svojem življenju, kaj tebi to pomeni, kako to prenašaš v prakso? Prenašamo v prakso. Ja, je usmiljeni Samarijan, no, je zagotov mene en tak zgled. In ko sem otroke učila, je bila to prilika, ko smo jo vedno dramatizirali in je ratal neki čudovitka. Vsi te momenti, ne, biti na strani unega, ki gre mimo ranjenca, unega, ki mu pomaga, to je en preplet. Zgled mi je, usmiljeni Samarijan mi je zgled. Da pride, da nalije olje kot balzam in vino kot razkožilo in potem ga pele v gostilno in reče gostilničarju, tle imaš denar, zrihti, kar je treba, če kaj premalo, ko grem nazaj, ti dam še. Ta car. Meni se zdi ta prilika v usmiljenem Samarijanu ena najbolj taka prostovoljska prilika znotraj Svetega pisma in tukaj se mi zdi, da je Jezusovo vabilo tako konkretno in če vzamemo odnos z Jezusom zares, da ne moramo biti brezbrižni do sočloveka. Druga je pa Samarijanka, ki Jezus reče, daj mi piti. In jaz hočem dati Jezusu piti. Jaz sem pripravljena se skloniti v vodnjak, čeprav to malo teži, a ne? Ampak sem pričana, da bi še kakšne roke pristopile. In to, ko iz njegovega osrčja tečejo reke žive vode. In ta reka žive vode je tista ljubezen, ki je uporabnik, ki je prostovoljc, ki je mentor,
človek za druge. Kako bi pa nagovorila nekoga, da bi postal človek za druge? S kakim klicem, s kakimi argumenti? To pa jaz bi raj malo manj besed, kar dejanja. Bi rekla, prid, gremo na kofe, pa mi pomaga iz avta, me pelje, kar akcija. Verjetno je taktika, se sigurno, ker pač zgled verjetno vedno več govori, ker drugačno argumentiranje. Jaz res čutim, to, kar Janez 23. rekel, odprimo vrata in okna cerkvi in je naredil drugi Vatikanski koncil. In ta odprta okna in vrata se zaprajejo v 20. stoletju in v 21. stopi na prizorišče sveti Frančišek. Papež. Lih svet še ni novo. Ampak tako. Ja, papež Frančišek je bil zelo konkreten novembra o prvem svetovnem dnevu ubogih, ko je rekel, da na koncu ne bo štelo, koliko zgodb se nas je dotaknil, ampak kje konkretno sem pomagal. In se mi zdi to zelo, zelo res konkretna spodbuda, tudi za nas. Kje konkretno lahko pomagam. In v bistvu še potem nadaljeval, da ta naša predvsem fizična dela pomoči, ko se doskrat tudi malo olajšamo našo vest, nekaj v enem tednu naredim eno dobro delo, ne vem, za nekoga grem v trgovino, ki potrebuje neko pomoč, da mu jo prinesem. Da nam to doskrat kar malo poteši, saj sem nekaj dobrega naredil, ampak on nadaljuje, bistveno je, ali res tega človeka srečamo v njegovi resničnosti. In to se mi zdi tudi bistveno pri prostovoljstvu. A se prostovoljc in prejemnik pomoči zares srečata. Mi smo probali to tudi v našem simbolu programa malo predstaviti, ker se nam zdi to bistvo. In sicer smo, tako, dve srci smo dali skupaj, srce prostovoljca pa srce uporabnika, srci, ki sta povezani, pa hkrati sta zelo enakovredno v bistvu predstavljeni, ker se nam zdi tako, da je vsak človek je poseben in je dar za drugega. Ne glede na to, da imamo občutek, da prostovoljc na začetku več da mogoče uporabniku, ampak tudi, če ta simbol obrnemo, je še vedno, se pravi, ne vemo, kdo je prostovoljc, kdo je uporabnik. Ker doskrat prostovoljci rečejo, pa se jaz sem toliko več dobil, kakor sem dal. In se res, to se pretaka. Enkrat nekdo malo več da, pa drug dobi, drug da, pa prostovoljc več prejme. In prav to, odsevamo. Tisto, kar dajemo, pa prejemamo, potem odsevamo drug od drugemu. In bistven je odnos. Upam, da vam bo še naprej uspevalo, da bojo ljudje drli za vašim klicem, da bo to prostovoljstvo postalo taka bogato za vse ljudi, za obe polovici vašega znaka, za vsa srca. Tako da, hvala. In hvala vam, da delite Jezusa. Super.